Pozdravljeni, lepo, da ste prišli. Moje ime je Janez. Praznujemo 100-letnico rojstva Mikija Mustra, karikaturista, animatorja in seveda striparja, ki je od leta 1952 do 1973 v tedniku Tedenska tribuna v obliki podlistka objavljal strip. Njegovi glavni liki so bili Lisjak Zitorepec, Želvak Trdonja ter Volk Lakotnik. Skupaj so doživljali vse možne avanture, spopadali so se z nezemljani, z gusarji, celo z dlakocepskimi birokrati. Kasneje se je zanje tudi prijel skupni imenovalec Trije prijatelji. Vendar, tisto, kar sem jaz zaznaval skozi svoje večletna prebiranja njihovih avantur, je to, da njihovo znamenito prijateljstvo ni vedno složno, ravno nasprotno. Polno je nesoglasij, prepirljivosti, celo privoščljivosti in maščevalnosti. Poleg tega na svojih avanturah ne delujejo zmerom kot najbolj moralni heroji, pogosto se njihova dejanja dosti ne razlikujejo od dejanj nepridipravov, s katerimi so v sporu. To sta glavni temi, ki jo bom danes obdeloval. Agresija, ki se pojavlja med tremi prijatelji, ter transgresija oziroma hudobija, s katero posegajo v okolje. Zanimalo me je, ali bom z bližnjim prebiranjem tako besedila kot podob zasledil faze v njihovih odnosih in pa kakšne odtenke teh odnosov. Predvsem v zgodnjih letih njihove kariere sem skušal slediti, kako sta se prvotni agresija in transgresija prelivali skozi njihove poznejše avanture. Danes se bomo zato posvetili prvim 8 letom izhajanja podlistka v njihovi domači publikaciji Tedenski tribuni, torej od leta 1952 do leta 1960. Začnimo s prvim poglavjem stripa, ki se je sprva imenoval Zitorepčeve prigode. Tu vidimo prvo sliko prvega poglavja. Po gozdu se sprehajata Lisjak in Volk, za prvega sklepamo, da je Zitorepec, za drugega pa pozneje izvemo, da mu ime Lakotnik. Lačna sta, zato se odločita nekemu kmetu odtujiti zaklanega pujska, ki ga prenaša na plečih. To pogovor o tem, ali se to spodobi ali ne, sploh ne pride. Dva izmed treh prijateljev svoje stripovsko potovanje torej pričneta kot zmikavta, zelo jasno na drugi strani zakona. Pozneje pride do spora med njima glede neke druge reči, toda, kar zadeva odtujitev pujska, si ostaneta zedinjena. Poglavitno razliko med njunima značajema Muster vleče iz ljudskega pripovednega izročila. Volk bi se rad lotil zadeve bolj fizikalno in neposredno, Zitorepec pa kot se za premetenega Lisjaka spodobi z ukano. Oziroma, kot predlaga Lakotniku, dobila ga bova brez boja. Zitorepec bo torej sledil izročilu in skušal doseči svoje s prelisičenjem. Že v naslovni vinjeti stripa nas Lisjak pozdravlja z navihanim mežikom, s katerim izdaja svojo predrzno in poredno naravo. Žal, Volk pospravi vsega pujska, še preden uspe Zitorepcu priti do enega samega grižljaja, zato kmalu zatem že razmišlja o tem, kako bi mu vrnil milo za drago. Volkova samopašnost zažene motor maščevanj, ki poganja pripoved še naslednjih nekaj epizod. Že tako je v naslednji epizodi, primerno imenovani Zitorepčevo maščevanje, se Zitorepec Lakotniku maščuje. Zvabi ga v kmečko klet, kjer se nažre, da mu trebuh tako zrase, da ne more po isti poti nazaj, pa se domačini zlahka spravijo nanj. Zitorepec žal ne more dolgo slaviti svoje revanše, saj mu grozi že novo gorje. Sreča namreč še enega gozdnega prebivalca, medveda Brunda, ki od njega zahteva klobase, ki jih je Lisjak ukradel v kleti, medtem ko se je Lakotnik nažiral. Tudi medveda premaga s pametjo. Njegov gobček mu uspe ujeti v predsep hloda. Zitorepec ubeži Brundu, ta pa potem v nezavedljivem položaju blodi po gozdu. Muster postavlja medveda v posmeha vredne položaje. Najprej s hlodom hlačano okrog, ko pa si želi počitka, lahko le nerodno sedi s hlodom direktno pred sabo. Pozneje, ko se Brundo reši hloda, pa mu ostane nečeden zatečen smrček, ki ga mora tunkati v čebre hladne vode. Medved se znajde tudi, ko ga obišče lakota, le to si potiši z gobicami. Zitorepec in drugi prebivalci gozda se nenehno ubadajo s tem, kako priti do hrane. Njihov želodec jim je glavna skrb. Druge materialne dobrine jim ne pomenijo dosti, to nastopi šele pozneje v njihovi karieri. Zaenkrat se ubadajo predvsem s prehrano in maščevanjem.
Zdaj je namreč Brundo, ne Zitorepec tisti, ki kuha zamero in strip že napove v prihodnji številki Brundo snuje maščevanje. Trije ponavljajoči se liki nimajo posebnih zadržkov krasti ljudem, pa tudi drugim prebivalcem gozdane. Ko se Zitorepec odpravi na lov, naskoči zajca poljedelca, ki obdeluje svoj zelnik. Zajec, za razliko od treh že omenjenih živali, torej ne krade hrane, pač pa jo prideluje sam. Zakaj si tedaj Zitorepec, če je že tako pameten, ne umisli svojega hlevčka z živino ali drobnico? Zdi se, da njegovo razbojništvo vsaj deloma pogojuje njegova zverinska narava. Okrutnost, kot da mu je vcepljena. Ta okrutnost pa se ne kaže le pri lovu. Nekje vmes ga izvohata dva psa, pred katerima skoči v vodo. Iz vode pa se reši tako, da zgrabi noge dveh gosi. Ti goski na to kar obdrži za svoj. Zaveže makluna in se odloči z njuno pomočjo malo poleteti naokoli. Zitorepec torej tudi z neantropomorfnimi živalmi ravna oblastniško in avtoritativno. Nedolžni gost, ki ne govori z besedami, kako že? Vaju pa iz hvaležnosti ne bom pa žrl, pa tudi potreboval jo bom še enkrat bom poletel. Če mu ne bi služili kot improviziran zrakoplov, bi jo torej najbrž kar oskubil in pojedel. Okrutni svet zgodnega Zitorepca nam pripovedujejo tudi podobe. Ko se lakotnik masti z ukradenim pujskom, moramo mi slednjemu stremeti naravnost v obraz, pri čemer njegovo mizerijo počrtujeta moleči jeziček in pa manjkajoča krača, v katero pogoltni sivec zabada čekane. Pozneje, ko skušata Zitorepec in lakotnik doseči premirje, si za skupno večerjo pripravita jagnje, ki je prav tako ukradeno. Tudi priprava te pojedine je dokaj nazorna. Vključuje namreč odiranje runa ter odtekanje krvi. Ne le ko drug drugemu prizadevajo bolečine, tudi v prizorih uživanja nam ni prizaneseno z neprijetnim. Vsakič je nekdo žrtvovan za zadovoljstvo drugega. Surovost tega nazora odseva tudi v slogu. Liki so narisani grobo in raskavo, tako kot šavje in drevesa, med katerimi prebivajo. Živali so po videzu na pol poti med divjino in civilizacijo. Vidimo, da so oblečene, vendar površno, neugledno in brez čevljev. Podobno njihova telesa. Brundo, na primer, je poraščen povsod, le roke so gole, pa še prste imajo in na prstih nohte. Te nohte trije prijatelji sicer obdržijo tudi v poznejših povestih. Nohti na prstih, kot da namigujejo na nekaj kromosomov, ki tem divjakom podeljuje merico človeškosti. So to živali, ki imajo zmožnost postati ljudje, ali pa so pravzaprav ljudje poraščeni s kožuhom zverinskosti? Hibridnost, značilna za telesa, se vidi tudi v upodobitvi bivališč. Stanujejo namreč v podzemnih votlinah, ki pa so pripravno opremljene z okni in vrati. Ko se Brundo zateče po pomoč k svojim medvedjim prijateljem, ugotovimo, da podobno kot Zitorepec živijo pod rušo z vrati uzidanimi naravnost v zemljo. Potem, ko medvedje pomagajo Brundu, on odide k Zitorepcu, da bi se maščeval nad njim, a ga tam ulovijo Romi oziroma cigani, kot piše v stripu, in ga odpeljejo v svoj tabor. Cigani najprej razgrebejo lisjakovo domovanje, potem pa se izživljajo nad medvedom. V enem najbolj krutih prizorov Zitorepčevega podlistka Brundu prebodejo smrček in vanj vtaknejo obroček za verigo. Morda je prizor tako nazoren, da lahko Zitorepca, poprej sovražnika, prepriča v to, da skoči Brundu na pomoč. Pri maščevanju lisjaku pomaga nova likinja, Sraka, poimenovana kar Sraka. Najbrž je ustrezno, da je nov pomemben lik še ena žival, ki jo izročilo povezuje z ropanjem. Razbojnika torej skleneta tovarištvo, vendar zaradi nenehno konfliktnih odnosov med Zitorepcem, lakotnikom in Brundom. Tu nikoli nismo povsem prepričani v trdnost katerekoli zveze. Zdi se, da lahko vsak trenutek en lik spodvrže drugega. Sraka ima poseben povod za maščevanje. Cigani so ujeli moža in otroke in se z njimi pomastili, kar tudi nazorno vidimo. Zdi se, da je Srakin razlog za obračun toliko močnejši ali celo pravičnejši od Zitorepčevega, da kar naenkrat ona prevzame vodilno vlogo v stripu.
Konec enega izmed poglavij se namreč konča z vprašanjem, kakšno bo Srakino maščevanje nad cigani. Sraka pa zasnuje takle načrt. Gozdne živali bodo bližnjim vaščanom pokradle vso perutnino, na kraju tatvine pa pustile predmete, ki so jih sunile ciganom. Načrt resnično deluje. Vaščani za tatvine obtožijo cigane in se odpravijo nadnje, pri tem pa poiščejo pomoč pri dveh stražmojstrih. Ta dva nista najboljša izbira. Nadrejeni stražmojster se izkaže za bojazljivca in na nalogo pošlje podrejenega z izgovorom, da bo sam ta čas stražil vso vas. Sam pa se zaklene v sobo, rekoč, tukaj se še kar dobro počutim. Predstavnika reda, torej tista dva, ki naj bi delovala kot opozicija transgresivnim, torej prestopniškim značajem roparskih živali in ljudi, sta predstavljena kot nevredna svojega položaja. Pa še vizualno sta izpostavljena posmehu. Eden ima na nosu bradavico, drugi pa je podpovprečne rasti. Da ne boste mislili, da ima muster cigane posebej na muhi, sami vaščani niso kaj boljši od njih. Med sabo so prepirljivi, zmerljivi in škodoželjni. Človeški liki imajo, tako kot živalski, razne hibe in nizko moralo. Celotni pripovedi nasploh manjka jasen moralni kompas oziroma nek večji lik, ki bi ta kompas premogel. Morda je še najbližje temu Sraka, vendar uradno to niso Srakine prigode, pač pa Zvitorepčeve. Sam Zvitorepec se med reševanjem zacopa v ujeto lisičko, s katero se po koncu uspešnega reševanja tudi spečata. Pri tem mu pomaga rešeni Brundo, njegov novi prijatelj. Gozdni prebivalci, ki pričnejo pot na ločenih bregovih, te bregove počasi prestopajo in se povezujejo v namenu premagovanja skupnega sovraga. Skozi pripoved se torej poraja neka težnja k socializaciji oziroma k gradnji prijateljskih vezi, čemur bomo sledili še v prihajajočih letih. Naslednje poglavje nosi preprost naslov Nova prigoda, a pridevnik nova je tu zelo pomenljiv. Muster ves Zvitorepčev svet zasnuje na novo. Lakotnik se tukaj sicer ne pojavi, nastopi pa volk Grabež, ki Zvitorepcu ukrade denar. Lisjak se odpravi za njim, na pomoč pa mu priskoči nov lik Želvak Trdonja. Tudi ta prigoda se prične s skrbjo za hrano. Naš lisjak se namreč odpravlja na ribolov, kot vidimo v levem panelu. A kakšna razlika v pristopu, celo v maniri. Prej je iz zasede naskočil svoj plen in ga s šapami začopatil, ves sestraden in obupan. Zdaj pa brezskrbno žvižgajoč zavihti palico na ramo, na videz neobremenjen z izidom lova. In ni spremenil le lovskih navad, tudi podoba je nova. Poprej je bil nižji ter bolj puklast in bunkast, zdaj je višji in vitkejši. Rep je imel razcepan in odsufan, zdaj je večji in bolj košat, pa tudi ne vleče ga tlom, ampak se lepo vije po zraku. Tako kot njegov rep je tudi Zvitorepec sam manj v stiku z zemljo. Zapustil je svojo lisičino in se povzdignil s tem, da je opustil svoje pritlehne dejavnosti. Nič več iz zasede ne prežina garajoče zajce, zdaj se sprehaja po Dobravi in si požvižgava v novo oblikovani brk, medtem ko mu na glavi poskakuje prožen, privihan čopek. Zdaj, par naslednjih diapozitivov ni dovolj divjih za naše predavanje, tako da preidemo na tegale. Novi položaj v življenju nakazuje tudi Zvitorepčevo novo domovanje. Omenil sem že, da je opustil svoje podzemne dejavnosti. Ne le to, tudi biva več ne pod zemljo. Njegov dom ni nič več neogleden brlog, pač pa prava hiška, ki na zunaj morda še deluje nekam tradicionalna slamo pokrita koča, a znotraj je že lepo opremljeno in udobno domovanje sodobnega lisjaka 50 let 20. stoletja. Ko se grabeš v iskanju denarja, ko udrejo v Zvitorepčevo hišo, si lahko ogledamo notranjost. Tu se nahaja naslanjač z udobno vzmetno notranjostjo, ki jo vidimo, ko ga grabež nesramno prevrne. Ob strani ima bralno lučko, nad posteljo pa visita sliki. Zvitorepec se torej lahko udobno sprosti in v prostem času uživa v dobri knjigi ali v pogledu na sliko. Gozdna žival, ki v glavnem razmišlja o preživetju in lovu na kmetovo živat, se je umaknila bitju, ki uživa v udobju z bogatejšim notranjim življenjem. Celo domače ljubljenčke ima. 2 ribici v majhnem akvariju. Ne le, da rad lovi ribe, očitno tudi rad skrbi zanje. Grobijanski grabež
se vendarle polasti Zitorepčevih prihrankov, s katerimi jo podurha v gozd. Zitorepec se odpravi za njim, na poti pa spozna želvaka po imenu Trdonja. Ta ga nagovori z: seveda, se še predstavil nisem, Trdonja sem, nezmotljivi detektiv. V predhodni prigodi je Zitorepec mešal štrene tako živalim kot ljudem, da so posledično negodovali tudi možje postave. Zdaj pa se kar spoprijatelji z detektivom. Karkoli je naš lisjak zagrešil v preteklosti, se zdi, da je izbrisana tako iz policijske kot iz fabulativne kartoteke. Trdonja se sam odpravi na lov za grabežem, ta pa ga ujame v past, odnese v svoj skrivni jarek in vrže v kotel z namenom, da si iz njega pripravi želvjo juho. Trdonja kuka iz kotla in mu nemočno preti: za vse to boš visel, baraba! Grabež ne le, da se ne meni za te grožnje, še prav sproščeno binglja z nogami, medtem ko poseda na pečini pred vhodom v svojo votlino. Grabež se zdi še bolj previnski od zverinskih likov iz prve Zitorepčeve prigode. Ne biva v hiši zgrajeni pod zemljo, pač pa kar v luknji izvotljeni v živo skalo. Vendar ga to ironično še bolj počloveči. Poprej so liki bivali v nekakšnih odraslih verzijah pravličnih gozdnih hišk, zdaj živijo, vsaj Zitorepec, živi v dokaj realistični zgradbi. Torej se mora tudi hudobni volk, če hoče ontološko parirati lisjaku, preseliti iz podzemne izbe v bivališče, ki spominja na rokovnjaško zatočišče. Zitorepec se torej preseli v hišo, ki nakazuje njegovo višjo civiliziranost, oziroma kot bolj zglednemu članu družbe mu je tudi namenjeno bolj ugledno, urejeno, spodobno in prijetno domovanje, medtem ko je grabež na drugem koncu socialnega spektra in se mora skrivati pred poštenimi člani družbe v svojem rokovnjaškem gnezdu. Zitorepec izsledi grabeža in se odloči iz bližnjega jeza izdreti par debel, da bi z vodo zalil grabežev jarek. Pri tem ga zasači bober, ki očitno tu živi, in ga nahruli: hej, kaj pa ti razsajaš tu gori in trgaš mojo streho? Misliš, da bom mirno prenašal, da mi voda teče v posteljo? Na kar se Zitorepec odzove z besedami: oprosti, oče Bober, nisem vedel, da stanuješ tu spodaj, da svojemu prijatelju Trdonji bi rad rešil življenje. Ko Bober izve, da je v nevarnosti Trdonja, tudi njegov prijatelj, je takoj pripravljen priskočiti na pomoč. Tu torej naletimo na novo medživalsko sodelovanje. V boju s cigani je Zitorepec sklenil zavezo s Srako, sedaj z Bobrom. Toda okoliščine sklenitve obeh zavez so dokaj drugačne. Ko se dogovarja s Srako, je Zitorepec ravno pristal v brozgi sredi prašičev po neposrečenem poletu z goskama. Pa se mu Sraka ustrezno temu posmehuje: kdor visoko leto, nizka pade, kaj je Zitorepec? Zamirljivi lisjak je nakloni sledeči misli: ko bi se le te brbljavke srače znebil. In ko jo kmalu zatem prosi za pomoč, je njegov izraz nastršen, v besedah pa tiči ton nesramnosti: pelji mi v tisto taborišče, botrica. Do Bobra je Zitorepec dosti bolj ponižen in uvideven kot pa do Srake, tako v besedah kot v izrazu. Ne le to, tudi nazivi pričajo o razliki v odnosu. Zitorepec Bobra naslovi z oče. Če se deloma ravnam po slovenskem slovarju knjižnega jezika, po katerem se beseda oče lahko razume kot naslov za starejšega poročenega moškega, navadno gospodarja, za primer pa navaja izraz hišni oče. Tedaj lahko razumemo to rabo v tem kontekstu: oprostite, Bober, gospodar tega domovanja oziroma tega jeza. Ko Sraka sporoči Zitorepcu, kaj se je zgodilo z medvedom Brundom in Zitorepčevim domovanjem, pa mu reče: sicer se nisva ravno v Botrini, pa ti le povem novico. Tvojega prijatelja Brunda so ujeli cigani. Botrina ponavadi pomeni v krščanskem tekstu botrsko razmerje, torej razmerje med krščencem ali birmancem, vendar ga tu lahko razumemo malo drugače. Zitorepec Sraki reče: pelji mi v tisto taborišče, botrica. Na kar se Sraka zadovoljno odzove: botrica, to se kaj lepo sliši. No pa na lepo besedo ti uslišim prošnjo. Le lepo se umi, da mi ne bo nerodno. Zitorepec skuša z rabo izraza botrica navezati nek zasebnejši stik, ki pa nosi tudi prizven spoštovanja. Torej podobno kot v klasični ameriški zgodbi o neki drugi botri oziroma botru, Vitu Corleoneju. V nekem prizoru filma Boter iz leta 1972
Pogrebnik Bonasera, kljub preziru do mafijskega šefa Corleonea, njemu poljubi roko in ga nazove Boter, v upanju, da mu bo s tem znamenjem ponižnosti storil uslugo. Tole je zamrznjena podoba iz tega prizora. Boter ustreže Bonaseri, čeprav slednji le nerad izvrši omenjeno gesto. Da tudi zvitorepec nerad sraki reče Botra, se kaže v tem, da ga ta nova zaveza nič kaj ne zadovolji. Na poti v cigansko taborišče ona urno leta, on pa jo ves prepoten dohiteva, medtem ko se mu nad glavo še vedno kuha oblaček zamere. Stari zvitorepec v okolje posega še samodržno in neobzirno. Spomnimo se le epizode z ubogima goskama. Medtem ko je novi zvitorepec, potem ko mu je poseg take vrste očitan strani Bobra, nemudoma skesan in spoštljiv. Ne le to, zdi se tudi veliko bolj nesamostojen, zmeden in vdan v usodo. Preden ga grabež oropa, živi v preplahu, po ropu pa je ves malodušen. Šele ko se poveže s trdonjo, spet pridobi na samozavesti. Predzvitorepec le z oklevanjem in celo z ogorčenjem pristane na zavezo s rako, medtem ko novi zvitorepec rade volje pripusti trdonjo k sebi. Ob njunem prvem srečanju se sprva sploh ne zaveda, da sedi na njem oziroma njegovem oklepu. Ves klavaren se sprašuje, kako naj najde grabeža, nato pa želvak pokuka izmed njegovih nog. Zvitorepec torej trdonjo porodi kot odgovor na problem svoje novo zastavljene ter hkrati oklevajoče herojske poti. Lisjak pa z novim prijateljem ne pridobi le simbola večje socializiranosti, pridobi tudi novo žanrsko aktivnost. Za Trdonjo se zdi, da je napravljen v slogu gospodskega detektiva. Ne le, da se pri pozdravu prikloni kot gospod, prav tako nosi metuljček in klobuček ter se opira na sprehajalno palico, oziroma v tem primeru nosi, zgolj drži. Pri tem spominja na eno prvih upodobitev znamenitega fiktivnega detektiva Hercula Poirota iz leta 1923, upodobitev katere avtor je bil slikar Smithson Broadhead. Morda je prav Poirotova oprava ta, ki je vplivala na Trdonjevo garderobo. Ta garderoba služi kot znamenje njegove detektivskosti. Še posebno pomenljiv del Trdonjeve detektivske oprave se zdi njegov fini klobuček, saj mu kljub vsemu grabeževemu premetavanju in splošnemu grobemu ravnanju nikoli ne odleti iz glave, še potem nekoga razbojnik potunka v kotel vroče vode. V prihodnji povesti, o kateri skuša zvitorepec razkriti skrivnost grajskih duhov. Grabeža ni več, se pa zato vrne lakotnik. Pri njem je tudi prišlo do podobne karakterno-stilske preobrazbe. Po videzu je sicer bliže svoji prainačici, po značaju pa ne. Tudi on več ne terorizira zvitorepca, pač pa zgolj klavrno postopa naokrog in Lisjaka naproša za pomoč. Videli smo že, da novemu zvitorepcu hrana ni več poglavitna skrb, tudi lakotniku ne. Zdaj ga skrbi streha nad glavo. Pravi, da se mu podira bajta in zato išče novo stanovanje. Njegov prijatelj mu svetuje, naj se preseli v zapuščeni grad, kjer naletita potem na duhove. Prej sem omenjal, kako se je zvitorepec iz svoje lisičine preselil v udobno sodobno hiško. Ko ga obišče lakotnik, opazimo, da ima tudi kar velik vrt z živo mejo. Ne le to, sam lagodno poležava v viseči mreži, steklenico osvežujoče pijače ob strani. Zvitorepec ima torej dosti bolj ugodno gmotno stanje od lakotnika. Slednji ima težave z bajto, kot jih bo imel še v prihajajočih letih. Zvitorepec in lakotnik sta v tem novem svetu na dokaj različnih koncih premoženjskega spektra, pa vendar ohranjata prijateljstvo. In to kljub svojim preteklim konfliktnim interakcijam. Ali pa morda ravno zaradi njih. Sta bivša bojevnika za preživetje, pogosto na nasprotujočih si straneh, a izkušnja bojišča ju združuje. Zvitorepec ne le, da svojo blaginjo rad razkazuje, kot smo spoznali v predhodni epizodi, del bogatstva skriva pod deskami. Valuta novega sveta torej ni več meso drobnice, sedaj je to dejanska denarna valuta. V novem svetu si liki kot je zvitorepec skušajo denar zavarovati. Liki kot je grabež in ga hočejo ukrasti, liki kot je lakotnik pa zanj prosjačijo. Potem, ko na gradu prijatelja obiščejo duhovi, se Lisjak odloči ugotoviti, kaj se skriva za tem. Pri prigodi z grabežem sem omenil, da skuša Muster v strip nesti elemente detektivke. Prigoda z grajskimi duhovi pa je nekje med grozljivko in misterijem, oziroma žanrom znanim v angleško govorečem svetu kot mystery. Del te žanrske predstave nosi tudi okolje.
Predvsem je zanimiv gozd. V času Zvitorepčeve razbojniške kariere je rastje, predvsem drevje, nekam neugledno posajeno, malce tu, malce tam, kot nekakšna toga, ravnodušna kulisa. Bolj pomembno je samo dogajanje med liki, obdajajoče rastje tu bolj zato, da zapolnjuje nerodne praznine. V stripu z grajskimi duhovi pa gozd dobi poseben karakter. Zvitorepec in gozd se vijeta eden okoli drugega v plesu vzajemne čuječnosti. Podoba dreves je tudi dosti bolj antropomorfna. Njihove dopline so kot oprezajoča očesa ali zevajoča usta. Njihove veje in korenine pa napete v končine. Kot da bodo drevesa, kot se za grozljivko oziroma misteri spodobi, oživela in naskočila lisjaka. Nekdanjemu gozdnemu plenilcu grozi, da bo postal žrtev gozda samega. Zvitorepec se po gozdu huli s puško, torej ga krvoločnost še ni povsem zapustila. To kaže tudi njegova naslednja povest, kjer pripovedovalec že na prvi sliki pravi: Zvitorepec se je odločil, da gre na lov v Afriko, kupil si je zemljevid in nekaj knjig ter se poglobil vanje. Lisjakova krvoločnost se je preoblekla v dejavnost kultivirane osebe, ki v lovu na divje zveri vidi priložnost za merjenje moči in visoko avanturo. Kot bomo videli pozneje, se po vrnitvi iz Afrike Zvitorepec poda v vesolje, potem se poda v gore, nato se spusti z višav in prečka še morje časa nazaj na divji zahod. Obzorje njegovih doživetij in njegovih ambicij se vse bolj širi. Njegovi tradicionalni lisičji značilnosti premetenosti in prelisičevanja se prelevita v sodobnejšo željo po podvigih in preizkušnjah. Morda zato prvotne Zvitorepčeve prigode prerasejo v nove Zvitorepčeve dogodivščine. Prigode zveni kot nek vsakdanji pripetljaj, dogodivščina pa je bolj nenavaden, vznemirljiv doživljaj. Toda duh dogodivščine, torej elan, ki žene k premagovanju in nadkriljevanju, v sebi nosi tudi klico transgresije, ki vsake toliko nikne na površje, še posebej ob najbolj kočljivih trenutkih. Omenil sem, da se je Zvitorepec v spremstvu Trdonija odpravil na lov po afriški džungli savani. Tam ju iz zasede napade nosorog, ki ga Zvitorepec ustreli po nesreči, ko med begom pade na puško. Prijatelja se komaj oddahneta, ko se na prizorišču že pojavi lovski čuvaj, ki od njiju zahteva dovoljenje za lov na redko divjad. Ker ga nimata, ju že namerava zapreti kot divja lovca, a mu ona dva plačata nadomestilo svoje zadnje prihranke. Ko prispeta na morsko obalo, razmišljata, da bi plula kot slepa potnika, a jima ni treba. Namesto tega v zameno za plovbo delata kot kurjača na ladji. Se pa po izkrcanju tihotapita na vlak še bolj nečastno. Zlezeta namreč med kolesje vlaka, ki jo zapelje domov. Ko se vrneta domov, izveste, da so njuni someščani v pričakovanju njunega zmagoslavnega povratka z množico afriških zveri zgradili kar živalskih vrt. Teh zveri nimata, zato zbežita pred besom meščanov. Nekakšna prismuknjena ironija je v tem, da Muster svoje junaka pri njuni prvi veliki odpravi na tuje tako poniža, da jo najprej prikaže kot zločinca pred lovskim čuvajem, jo nato napravi za dejanska prestopnika, s tem, ko se tihotapite pod vlakom, na koncu pa jo še napravi za lovsko tarčo njunim someščanom. Velika lovca postaneta plen na begu. Uvaja se tudi nov pripovedni element. Zvitorepec in družba postajajo zločinci zaradi smole. Rade bi postali mogočni junaki, a jim okolje tega ne dovoli. Naslednje vesoljske odprave se udeležijo vsi trije, torej tudi Lakotnik. V vesolju obiščejo neznan planet in se spopadajo z nezemljani. Kljub tem podvigom pa zopet niso izpolnili pričakovanj skupnosti. Ne morejo namreč dokazati, da so bili na tujem planetu, saj je Lakotnik na njem pozabil fotografije, ki jih je snemal med potovanjem. Pa še vesoljskih sadežev ne morejo pokazati, saj je Lakotnik vse pojedel. Krive torej Lakotnik, zato se Zvitorepec in Trdonija s krepelci spravita nadenj. Lakotnik pa skozi vso vesoljsko avanturo doživlja preobrazbo. Preobrazbo tako obličja in telesa, kot tudi garderobe. Povite gležnje in črne tace zamenja za ogromne tumpaste škornje, v katere zatlači široke hlače. Lakotnik tako od nevarnega krvoloka preide ne samo v neizobraženega silaka, postane tudi na videz smešna figura in posredno krivec za neuspešno pustolovščino. Njegov lik torej zdaj, za razliko od vrnitve iz Afrike, razbremeni pritisk skupnosti na junaški figuri. In njun status je lahko vsaj tokrat manj okrnjen.
Ne samo Lakotnik, vsi trije prijatelji skozi dogodivščine dobivajo zaobljene poteze, s katerimi postajajo vse prisrčnejši. Če pogledamo Trdonjev obraz, se ga vse bolj same uči. Sprva je tudi bolj izgubljen v svojem oklepu, ta je videti kot prevelik pulover, ki pa ga v prihajajočih avanturah bolj izpolni. Tudi njegova stopala postajajo vse bolj napihnjena. Ko Trdonjo vidimo prvič, se zdi, da lahko na stopalih razločimo dva krempeljca, kakršna vidimo pri močvirski sklednici z Ljubljanskega barja in njegovi ozornici. To mi daje misliti, da gre za stopala brez obuval in da jih tudi pozneje ni imel. Zgolj prišlo je do stilizacije, skladne z ostalimi telesnimi spremembami. Podobno Zvitorepec. V isti sliki Trdonjeve premiere dobimo dober pogled na Lisjakove podplate z značilnimi blazinicami pasje družine. Te v poznejših prigodah izginejo, liki, torej skozi avanture postajajo ne le bolj prisrčni, temveč tudi bolj antropomorfni. Trdonje izgubi krempeljca, Zvitorepec izgubi blazinice in vrhnjo poraščenost. Lakotnik pa sicer obdrži svoje ogromne temne tace, a jih večinoma skriva v svojih zaobljenih čevljih. Prijatelji postajajo torej manj poraščeni, bolj polirani, bolj oblečeni. Njihova primitivna zverinskost ne bo več izvor njihove konfliktnosti, pač pa bodo temu botrovali njihovi bolj ali manj zapleteni človeški odnosi. Kot sem omenil, se na koncu stripa Pot v vesolje Zvitorepec in Trdonja spravita na Lakotnika. In zdi se, da se ima on zato maščuje v sledeči prigodi treh hribolazcih. Trije prijatelji se odpravijo v hribe in se odločijo osvojiti vrh s posebej pretečim imenom Krvavi zob. Med plezanjem Trdonja pove Zvitorepcu: boriti se morava in zavzeti ta vrh. Te slave ne privoščim nikomur drugemu. S tem hribolazcev spodita antagonistične sile stripa, ki pa se ne kristalizirajo v novem nasprotniku, temveč kar v starem prijatelju, namreč Lakotniku. Lakotnik je tisti, ki ima spleta štrene skozi ves strip in zopet napravlja iz njiju norca. Večkrat ima reši življenje, za kar pa mu nista prav nič hvaležna. Nazadnje je on tisti, ki zavzame Krvavi zob, ki pa se mu ni zdi nič posebnega, s čimer še bolj razveljavi junaškost celotnega podviga. Njegova prijatelja ne le, da ne osvojita vrha, nekako ima uspe z vodo zaliti gorski hotel. Zato ju hotelir in predstavnik zakona nahrulita in zapreta v pripor. No, ne Trdonje, pač pa Zvitorepca in Lakotnika. Kmalu vsem skupaj uspe pobegniti, pri tem pa še zaklenijo stražarja in se mu pri tem smejo. Dobro zabavo, ljubček, kot sem rekel, duh napadalnosti in objesnosti se prelevi v duha pustolovstva, ki pa pri mustru nenehno nosi podton po prej omenjenih napadalnosti in objesnosti, kar vpliva na interakcije s skupnostjo. Ko se prijatelja vrneta iz Afrike, zaradi neizpolnjenih obljub grozi maščevanje skupnosti. Ko se prijatelji vrnejo iz vesolja, se jim skupnost posmehuje, tokrat pa zastopnika skupnosti celo grozita smrtjo. Ni čudnega, da si Lakotnik na koncu te avanture želi, da bi bilo čim prej konec. Junaštvo treh prijateljev pa se ne spogleduje le z upiranjem predstavnikom zakona. To junaštvo je ranljivo stanje na nenehno prežijo sile zamerljivosti in privoščljivosti, pa tudi šibkosti in užaljenosti. Kot da se muster ne more povsem pomiriti z idejo ustvarjanja pripovedi za junake na mesto za nepridiprave. Arhetip stripovskega heroja je povezan tudi z odnosom do žensk oziroma ženskim odnosom do heroja. On je tisti, ki rešuje nebogljene dame, le te pa se želijo biti rešene in poročene s herojem. Mustru tudi ta tipizacija ni pogodu. V naslednji prigodi iz let 55 in 56, prvotno imenovani Kar na divjem zapadu, danes pa je bolje poznamo pod naslovom Prerijska roža, Zvitorepca zasačijo in mučijo Indijanci. Rešiti pa ga mora Trdonja, ki je pozneje primoran, da se poroči z indijansko princeso, v naslovu omenjeno Prerijsko rožo. A zakaj Indijanci napadajo Zvitorepca? Ne, ker bi ga imeli za nevarnega bojevnika ali pomembnega velikaša, pač pa, ker se ponaša z lepim čopkom, kot ga veselo poimenuje Trdonja. Ne zdi se najbolj junaško usoda biti zaželen plen zaradi svoje pričeske. Zvitorepec tako postane dama, ki je priskoči na pomoč njen rešitelj Trdonja. Ko pa pozneje Trdonja pade v past, mora tudi njega nekdo rešiti, in sicer Prerijska roža, torej dama te povesti, in to kako? Dvigne ga in prenaša naokrog,
na kar jo v zadregi opomni sam junak. Prerijski roži sledi strip Črni kavboj. V stripu Hribolazci so se antagonistične sile odbijale med prijatelji, v Črnem kavboju pa so te sile tako intenzivne, da enega od prijateljev razcepijo na dvoje. Glavni bad guy je namreč ropar in ubijalec Črni kavboj, strah in trepet divjega zahoda, kot se glasi njegova tiralica. Hkrati pa je, kot tuhta bad guy sam, kot jajcu podoben zitorepcu. Črni kavboj je njegov zlobni doppelganger, kar je motiv, na katerega pogosto naletimo v pripovedništvu in podobarstvu 19. stoletja. Eden bolj znanih primerov je razcepljeni lik Williama Wilsona iz istoimene zgodbe Edgarja Allana Poea. Tu vidimo ilustracijo Arthurja Rackhama, na kateri William Wilson sreča svojega zlobnega dvojnika. Klasični doppelganger ponavadi nastopa kot slutnja prihajajočega freudovskega odkritja neprijetnega in neciviliziranega podzavestnega. Zato se zdi, da Črni kavboj nastopa kot vrnitev Zvitorepčevega potlačenega ida. In, ker je Črni kavboj dvojnik samega Zitorepca, ga ima strip dosti bolj v čislih, kot kakega drugega nepridibrava. Kot že omenjeno, je strah in trepet divjega zahoda. Poleg tega je on glavni gibalec pripovedi, osrednji zaplet izvira iz njegovega načrta, da bi Zitorepcem zamenjal garderobo. Ta načrt si Črni zamisli na samem začetku stripa, ko oddaleč opazuje Trdonjo in Zitorepca. Ta strip je torej prvi od nove prigode naprej, kjer prvi lik, ki se pojavi, ni Zitorepec, temveč ravno Črni kavboj. Takšno veljavo ima ta bandit. Kar pa zadeva videz, njegova revolveraška oprema je sijajna. Kot ulit črn brezrokavnik, klobuk z valovito borduro. V primerjavi z njim so trije prijatelji navadni pajaci. In niso kek častile trije prijatelji, tudi njihovi konji se ne morejo primerjati z vrancem Črnega kavboja. Zitorepec in Trdonja ga oba zajezdita in opevata njegove sposobnosti. Trdonja na primer pravi, na tem vrancu se pa vse drugače jezdi, kot na mojem kljusaču. Medtem pa se Črni kavboj pritožuje nad lakotnikovim konjem. Na takem kupu kosti, kot je tole kljuse, pa še nisem jahal. In ne le, da obžaluje ježo na lakotnikovem konju, pogreša tudi svojega konja. Ej, ko bi imel zdaj svojega vranca, da bi me osvobodil vezi, ki me že žulijo. Ta opazka namiguje, da je vranec njegov pomočnik, že skoraj tovariš. Ko naleti Črni kavboj na tiralico, vzklikne: "Glej no, spet nov plakat, oglejva si ga." Črni kavboj torej upošteva vranca kot sodelavca v svojih podvigih in kot nekoga, ki se mu kot samotarski izobčenec lahko zaupa. Proti koncu, ko namerava z dinamitom zasuti svoj brlog in z njim vred zasledovalce, pa ga celo odžene, torej bi mu rad rešil življenje. Škoda bi telilo, če bi ostal živ pokopan s šerifom in njegovimi junaki. Konj mu pozornost vrača, navezan je nanj, in ko ga po daljši ločitvi zopet sreča, ga kljub preobleki prepozna in se mu dobrika. Ljubeči odnos med bad guyem in njegovim konjem je daleč od agresije, ki jo Črni kavboj izraža napram vsem drugim. Je kot moten odsev Zitorepčevih prijateljskih vezi. Spomnimo se, da je razbojnik Grabež iz zgodnje Zitorepčeve kariere živel v samotni soteski. Črni kavboj prav tako biva v soteski, sedaj pod ogromno zaveso slapu. Torej je zopet podobno kot Grabež izobčeni zločinec, odpadnik, ločen od skupnosti in njenih prijateljskih vezi. Vendar pa veliki slap skriva prostore, ki odsevajo Zitorepčevo bivališče. Brlog zlobnega lisjaka si namreč lahko pobliže ogledamo, ko se dobri lisjak zateče van. Njegova oprema sumljivo spominja na Zitorepčev lastni dom. Črni kavboj tudi tako kot Zitorepec da nekaj na udobje. Ne le, da ima par naslanjačev, eden izmed njih je tudi s progami okrašen, pa mizo ima pogrnjeno. Glede na samotarstvo Črnega kavboja se zdi ta pripravljenost na pogostitev nekam sumljiva. Morda pa ne gre za Črnega kavboja, morda sam brlog skuša privabiti Zitorepca v svoj objem. V nekem prizoru ga skuša resnično premamiti z naropanim bogastvom. Spomnimo se, da Zitorepec tudi skriva prihranke kar doma, pod deskami v podu. Ne le z udobjem, tudi ta prostorska ureditev naj zapelje Zitorepca s spominom na njegove lastne prostore, njegovo udobno pohištvo in na njegovo finančno ozimnico. Brlog
Tako deluje kot hibrid med prvotno Zitorepčevo lisičino iz Zgodnjih avantur ter njegovo poznejšo, modernejšo, udobnejšo hiško. Tako nas bralstvo, pa tudi Zitorepca samega skuša opomniti na njegovo divjo preteklost, ki pa je za črnega kavboja še zmerom sodobnost. Črni kavboj je premalo kultiviran, nikjer nima hrane, zgolj alkohol. Ob pogledu na Zitorepca kar zmrzi, posod samo steklenice viskija. Črni kavboj se torej ne zdi toliko kot regresirana ostalina, pač pa bolj kot videnje lika, kakršen bi Zitorepec lahko postal, če bi ostal na svoji osameli objestni poti, brez socializacije, torej brez navezave stikov s Trdonjo in Lakotnikom. Prej sem omenil, kako šik je oprava črnega kavboja. Ko ga srečamo prvič, nosi zavihane škornje. Ko pa si jih sezuje in vanje obuje Zitorepca, mu pusti odvihane in take on potem nosi v strip. Torej še sama oblačila in obutev zapeljujejo Zitorepca, ko se vijejo po njegovih dolgih nogah in stopalih in vabljivo dopolnjujejo njegov poltonski rep. Ne le to, tudi okolje vabi Zitorepca. Ko sprva pride v odpadnikov brlog, kar spolzi skozi slap, ki ga skriva. Pozneje, ko se vaba udobja in bogatstva izkaže za neučinkovito, pa se skozi vodo prebije le stežka. Brlog ga zdaj zavrača. Sprevidel je, da Zitorepec ne bo nikoli postal črni kavboj. Ker na koncu ne zmorejo ločiti črnega kavboja od Zitorepca, slednjemu grozi, da ga obesijo skupaj z doppelgangerjem, a na srečo ga v zadnjem hibu prepozna Lakotnik, oziroma obratno. Njuna prijateljska vez mu reši življenje. V Preriski roži Zitorepec na metafikcijski način reši Trdonjo pred zakonom z indijansko princeso, namreč tako, da napiše besedo konec in s tem zaključi strip. Preprečimo torej, da bi zapustil njuno prijateljsko razmerje. Ne pozabimo, da je Trdonja tik pred tem rešil Zitorepca pred Indijanci. Ni rešil Preriske rože, rešil je Zitorepca. Prava Trdonjeva nevesta je torej Zitorepec sam. Je pa to prigoda, v kateri manjka Lakotnik. V Preriski roži se torej potrdi vez med prijateljima Zitorepcem in Trdonjo, v črnem kavboju pa vez med Zitorepcem in Lakotnikom. Lakotnik reši Zitorepca pred tem, da bi se pridružil črnemu kavboju v ječi. Reši ga torej pred spojitvijo s svojim zlobnim dvojnikom, čigar persona, artefakti in konj ga sicer neuspešno zapeljujejo. Prijatelji torej prestanejo črno preizkušnjo rušenja vezi, toda zaradi razlike v vse bolj razvitih značajih trenja med njimi postajajo ne le neizogibna, tudi vse pogostejša so. Predvsem Trdonja je tisti, ki znaša svojo nejevoljo nad drugima dvema. Ko se je Zitorepec v stripu Pot v vesolje odpravljal na Mars, ga je Lakotnik pri tem podpiral, Trdonja pa ne. Spravljal se je nanjo vse, dokler ni opazil, da jima je uspelo poleteti. V stripu Čudežni otok, s katerega panel iz njega je tale na desni, ki sledi črnemu kavboju, se Trdonja večkrat obrega ob Lakotnika. Čudežni otok je tudi prvi strip, v katerem se Lakotnik spoprijatelji z nekim negovoričim bitjem oziroma neko nevarno zverjo. Tu se spoprijatelji z ogromno pošastjo, za katero ga skrbi, kaj bo Trdonja storil. Ta se za njeno dobro počutje ne zmeni kaj dosti, z drugimi besedami, Lakotnikovih čustev ne jemlje v poštev. To zanemarjanje Lakotnika, predvsem s Trdonjeve strani, nekaj, kar se bo tudi večkrat ponovilo. Lakotnik v pomanjkanju podpore svojih dveh prijateljev, oziroma izpostavljen unim ogorčenjem in obupavanjem, se mora večkrat zateči k družbi dinozavrov in raznih zveri, naprimer morskih psov. V stripu V srcu Afrike celo zaspi v objemu gorile. Tako željanje nežnih objemov. Da pa je prvo tako bitje, s katerim se Lakotnik spoprijatelji, ravno ogromna želva, zna tudi biti pomenljivo. Trdonjeva brezbrižnost v stripu Čudežni otok se kaže tudi, ko se pred neko drugo dinozavrsko pošastjo z Lakotnikom zatečeta v majhno votlino. Tam, v poskusu diverzantske akcije, iz nekih kožuhov Trdonja napravi lutko Lakotnika, da bi jo vrgel pošasti. Trdonja niti ne pomisli, kako bi tak prizor, torej pogled na surrealno zver, ki požre tvojo podobo, vplival na Lakotnika, kaj šele, da bi namesto lutke Lakotnika napravil pajaca v svoji podobi. V načinu, kako želvak povezuje volčjo lutko, je tudi opažen nek izliv agresije.
Zna biti, da se v njihovih nenehnih zbadanjih skriva neka ponavljajoča se dinamika, v kateri se eden izmed prijateljev bolj naveže na drugega in potem tretji skuša to vez nekoliko ohladiti ali pa postane zavisten oziroma ljubosumen. V ravno omenjenem čudežnem otoku se morajo spopadati s pošastmi, velikani in podobnimi nenavadnimi nevarnostmi. Na koncu se razkrije, da je Zitorepec to avanturo sanjal, medtem ko je dremal na morski obali. Mogoče Zitorepec tu nastopa kot namestnik za Mustra, ki nam pokaže, kako je prihajal do svojih stripovskih idej med poležavanjem ob Jadranskem morju. Toda, kako pride do Zitorepčevega sanjarjenja? Preden se s Trdonjo odpravite na morje, povabite s sabo še Lakotnika, ki pa jo zavrne, češ da dela na stroju, ki bo lahko potoval po suhem, po vodi in po zraku. Zitorepec mu prijateljsko svetuje: čuj, Lakotnik, dober nasvet, iz tega ne bo nič. Pridi z nama, zdaj je najlepša na morju. Ko sta sama, pa je Trdonja bolj neprizanesljiv. Škoda časa, ki ga bo zapravil s tistim zabojem. Toda v Zitorepčevih sanjah ta stroj postane osrednja podoba, s katero prispejo na naslovni čudežni otok. Ne le to, ko se Zitorepec spravlja k počitku, pravi: dolgočasim se, škoda, da ni Lakotnika, on bi poskrbel za zabavo. Malo bom zadremal. Njegova zadnja misel je torej namenjena Lakotniku. Trdonja mu v naslednji sliki zakliče: le pazi, da se v sanjah ne prevrneš v vodo, jaz grem lovit, ujeti moram kaj za večerjo. Že smrči. Trdonja se morda upravičeno huduje. Njegova prijatelja sta vendar prava nesposobneža. Lakotnik se ukvarja z neverjetno mašino, Zitorepec pa sanjari na obali, medtem ko mora on poskrbeti za živež. V svojih prijateljih vidi sanjača z glavama v oblakih, glavama, ki pa lahko vsak čas štrbunkneta v vodo. Za čudežnim otokom v začetku leta 1957 prične izhajati strip Zimsko veselje. Tu se iz zasanjenega poletja preselimo na domača zimska tla. To je tudi prvi strip, v katerem se trojica ne odpravi na večjo avanturo. No, v tem oziru je čudežni otok nekakšen preludij, saj se avantura odvija v Zitorepčevih sanjah. Kot da, ko se trije prijatelji ne spopadajo z drznimi podvigi in smrtonosnimi vragolijami nekje na tujem, si jih morajo dobesedno nasanjati. Kaj pa, ko se iz sanj prebudijo? Tedaj njihov najbližji prijatelj postane njihov najhujši sovražnik. Zimsko veselje je prigoda, v kateri antagonizem med tremi prijatelji doseže višek. Celotna prva polovica stripa poteka v napetem vzdušju nemira. Zitorepec in Trdonja si želita, da bi šel Lakotnik z njima drsat, a ga najprej nadereta, naj se preobleče. Do tega ga pripravita tudi z oporekanjem njegove možatosti. Takole oblečen hočeš iti z nama, kaj si znorel, navadna baba si, ne pa volk, da veš, takoj se preobleci. On se preobleče, da sta dosegla svoje, pa jasno po razsvetlitvi njunih obličij. Lakotnik na drsališču pogrne, ona da se mu pa privoščljivo nasmihata. Ko opravijo z drsanjem, se poskusijo v sankanju. Lakotnik se še vedno skuša izogniti rekreaciji do te mere, da se na vrh sankaške steze pospne kar brez sank, na kar se Trdonjeva reakcija zdi prekomerna. Če ne vedem dialog, najprej Trdonja in Zitorepec. Ki imaš pa sani? Lakotnik. Sani, spode sem jih pustil, še brez njih se komaj priplezal na ta presniti hrib. Tole vajno sankanje mi ni prav nič všeč, da vesta. Trdonja pa: sankanje, se še začeli nismo. Zdi se mi pa, da si ti že nasankal, moj dragi. Kdor noče vleči, se tudi pelje v nebo. Sedi, Zitorepec. Ona da se odsankata, Lakotnika pa pustita ubožca na vrhu. Zato se mora potem sam oddrčeti navzdol, pri čemer z glavo pristane v sneg, pa še hlače se mu vnamejo. Ta nezgoda napravi prijateljima veliko veselja, zato se ima Lakotnik odloči maščevati. Na sankaški progi izoblikuje nekakšno skakalnico, po kateri naj bi, domnevamo, on sam namreč tega ne obesedi, poletela podobno kot je on sam. A kaže, da se je uštel in sta poletela predaleč ter obvisela oba na veji v nekakšni surrealni kompoziciji, nezavestna, oba z eno nogo zataknjena za sanke. Le nekaj dni pred objavo tega skoka, torej marca leta 1957, je v Planici potekalo tekmovanje v smučarskih skokih. O njih so poročali tudi v Tedenski tribuni, domači publikaciji teh prijateljev. Zapisali so: pod skakalnicami, kjer so nastanjeni skakalci, vihrajo zastave držav udeleženk letošnjih tekem v smuških poletih.
naštetih je nebroj narodov, med njimi Jugoslavani, se bodo pomerili za najboljša mesta. Nobenega dvoma ni, da bo letošnja Planica dostojna svojih dolgoletnih tradicij. Lakotnikova skakalnica tako deluje kot porogljiva satira tradiciji in zavezništvu. Simbolizira vzporeden svet z merom ogroženega tovarištva. Lakotnik s pomočjo lestve reši prijatelja, ta dva mu za skrb in pomoč nista prav nič hvaležna, ravno nasprotno. Ko se lakotnik po lestvi splazi še po sani, ga spodneseta in se veselo poslovita z besedami: tako, zdaj pa še ti malo mingljaj, nasvidenje, prijateljček. Lakotnik se nazadnje sicer reši, a predtem povsem smiselno razmišlja: joj, me do večera ne bom zdržal. V večeru ne bi ga obiskala, se tako pravita. Z drugimi besedami, prijatelja ste ga prepustila skoraj gotovi smrti. Lakotnik jima ne pove za svojo rešitev, celo veseli se njunega verjetnega zmotnega sklepanja. Prepričana bosta, da sem padel v prepad. V tem vidi celo osebno korist. Zdaj se pa zaklenem v svojo bajto in prespim do pomladi. Upam, da bom imel mir pred njima. Njuno objokovanje padlega tovariša mu zato prav nič ne laska, le moti ga pri spanju. Ko se Zvitorepec in Trdonja pojavita zunaj pred njegovo kočo, objokujeta njegovo slovo, med drugim naricata: ubogi lakotnik, pomisli, kako mu je moglo biti pri srcu, ko je padel v temno globino. Da, njegova koča je ostala prazna. Lakotnik v koči pa je nejevoljen. To sta Zvitorepec in Trdonja, kaj neki stikata to okoli. Brezbrižnost. Najprej strani lakotnika, nato strani Trdonje in Zvitorepca, ki kmalu zatem odstopi mesto pekoči vesti, se zdi skoraj psihopatska. Oziroma, opraviti imamo z liki, ki se jim morajo intenzivna čustva spreminjati intenzivno in kar v trenutku. Njihov nagib k nenadnim agresivnim občutkom in dejanjem zna biti del njihove spremenljive narave. Kot lahko vidimo v nadaljevanju Zimskega veselja, pri lakotniku brezbrižnost preskoči v misel na potegavščino. Posuje se z belo moko in prijatelja straši kot duh svoje pokojne osebe. Lakotnikov duh se zdi tu kot spomin na prizor začetka stripa, ko ste ga prijatelja enkrat že prišla nadlegovat in ga zmerjati z babo, on pa jo je sprejel zavit v svetlo rjuho. Poprej je Zvitorepec žalil lakotnika z babo, zdaj pa kot bojazljivi babi bežita ona dva pred lakotnikom. In ne le, da se lakotnik maščuje za žalitev na račun možatosti. Zvitorepec in Trdonja mu skozi ves strip očitata mehkužnost in letargijo. Vse nasprotne vrline, ki jih ona dva protežirata, so zdaj tiste, ki so tu izpostavljene posmehu. Lakotnik zdaj tudi doseže višek letargičnega hedonizma, lahko se naspi, kolikor ga je volja, se je vendarle mrtev. Spomladi se Trdonja in Zvitorepec odločita dvigniti lakotnikovo truplo iz brezna, volk pa ju prehiti in se spusti dol, kjer se preobleče ala jamski človek. Ko ga prijatelja odkrijeta, ju prepriča, da se je nekako ujel na noge in si potem uredil na dnu udobno življenje. Seboj namreč odnese tudi več kosov lesenega pohištva. Ironično je mrtvi spomladanski lakotnik bolj aktiven kot živi zimski lakotnik. Oživljeni volk se morda maščuje tudi za pokroviteljski tretma, ki mu je bil izpostavljen na čudežnem otoku. Nenavadni letaloplan mu mogoče ni uspel, se mu je pa tokrat posrečil plan, kako pretentati in osramotiti svoja prijatelja. S tem Muster tudi obrne pričakovanja bralstva. Stripovski podlistek v Tedenski tribuni namreč spremlja naslovna vinjeta, v kateri Trdonjo in Zvitorepca športni duh dviga proti zenitu vedrine, lakotnika pa njegova nespretnost potiska proti nadirju melanholije. Zdaj, na koncu povesti, je ravno nasprotno. Zdaj se kislo držita Trdonja in Zvitorepec, volk pa je tisti, ki mu gre na smeh, se po mili volji upravlja z njima. Obljuba dela dolg, pograbita to ropotijo in jo odnesita v mojo bajto, kot da je dobil nov zagon. Ne le, da se je na nek način prerodil, na vse zadnje je bil mrtev vso zimo, za trenutek nas je vrnil v obdobje zgodnih prigod, ko sta vladala objesnost in maščevanje. Le da zdaj v središču konflikta niso jagnjeta in klobase, pač pa privoščljivost glede pomankanja telesnih veščin ter izkazov možatosti, zaradi česar njihova medsebojna agresija deluje toliko bolj trpko. Zimsko veselje je veliko zmagoslavje lakotnika, ki pa ga doseže na plečih prijateljev, na s pohištvom obremenjenih plečih prijateljev. Lakotnik kljub temu
ali pa ravno zaradi tega še ne postane polnopravni član terceta, če to sploh kdaj postane. V srcu Afrike, stripu, ki pride po zimskem veselju, se nakoplje cel kup prijateljskih afriških živali, ki bi jih rad obdržal v Sloveniji, a se zaveda, da to ni mogoče. Zaradi tega je ves spor trd. In Zvitorepec in Trdonja v enem redkejših izrazov sočutne podpore skušata bodriti in mu pomagati. Prej sem omenil, kako lakotnik v svoji izločenosti iz terceta išče uteho v družbi z živalmi. V srcu Afrike je ena izmed živali gorili samec, ki pa ga varno objema v svojem gnezdu, oziroma kot pravi lakotnik, jaz sem spal kot dojenček v materinem naročju, mehko in toplo. Lakotnik torej zna svoje živalske prijatelje dojemati kot svojce, enkrat kot otroke, drugič kot starše. Torej, morda ni tako začudujoče, da skrušen objokuje ločitev od njih, ter da ga prijatelja bodrita ob tej izgubi, a hkrati ga tudi bodrita v spoznanju, da še vedno ni integriran del njihovega prijateljstva. Medtem pa pričenja Trdonja pridobivati bolj vodilno vlogo. Stripu v srcu Afrike sledi strip Veliki detektiv, v katerem se Trdonja povrne svoji prvotni detektivski personi. Le da mu sedaj zgled ni toliko Poirot, pač pa bolj Sherlock ali Maigret ali pa morda Nick Netterton, junak nemškega stripa in animacije, ki ga bo pozneje v svoji gastarbajterski karieri animiral celo Mickey Muster sam. Ta persona je manj prefinjena in uglajena, je bolj robata in urbana, morda celo možata. Nasprotno, pa lakotnik v tem stripu prevzame bolj ženstveno vlogo. Da bi se neopažen pomešal med množico, se v nekem prizoru preobleče v privlačno žensko in se v tej personi kar dobro odreže in počuti. Oziroma, če uporabim izraz iz sodobne drag kulture, lakotnik posleja sceno. Skozi njuno stripovsko kariero se lakotnik in Zvitorepec večkrat znajdeta v ženski preobleki. Zvitorepec v stripu nagrmadi panele iz tega stripa, še celo fizično spremeni spol, postane namreč princesa. Ob tem se pogosto zabavata, celo uživata. Trdonjev lik je žal preveč trd, da bi se prepustil takim skokom na divjo stran, a v Velikem detektivu si vseeno privošči tudi sam izjemno stilsko preobrazbo. Preobleče se v slona. Z namenom, da bi se skril pred zločincem. Ta krinka tudi od nas zahteva določen skok na divje, se pač moramo verjeti, da se majhna želva zmore prepričljivo preobleči v velikega slona. In če lakotnikovi in Zvitorepčevi užitki v ženskih vlogah izdajo neke skrivne plati njunih likov, o čemer sem več pripovedoval v predavanju, ki sem ga tu imel pred leti, tedaj pri Trdonji morda lahko slutimo za preobleko v ogromno žival neko njegovo lastno fantazijo. Nasploh ves strip Veliki detektiv izpade, kot da bi nastal po naročilu samega Trdonje. Njegov videz je rahlo bolj možat, v naslovni vinjeti, kot vidimo, je tudi ogrnjen z žanrsko ustreznim karirastim ogrinjalom kot kak superheroj. Izkaže se kot mojstrski oziroma veliki detektiv, lakotnik je napram njemu ne le revnejši, manj nadarjen in pohlevnejši, še njegov zaposlenje. Lakotnik tudi izgubi neko stavo in mora zato na koncu stradati, medtem ko se Trdonja veselo masti. Še Zvitorepec se ne pojavi v tem stripu, da se ne bi slučajno znašel v soju Trdonjevega žarometa. Ni mi jasno, s čim si je Trdonja zaslužil tak poseben tretma, a očitno si po njem pridobi večjo mero samozavesti. Saj v naslednjem stripu, v Gusarjih, odkoder je ta panel, spet komandira lakotnika in Zvitorepca. In ne le to, iz detektiva, ki ga skrbi dobrobit cirkuškega osebja, kar je bil zaplet prejšnjega stripa, se prelevi v bolj dobičkaželjno in škodoželjno osebo. Ko pridejo na sled tako gusarskemu zakladu kot gusarskemu kapitanu Joži Golikoži, Trdonja izjavi, da bo skušal pridobiti enega in drugega, saj je na Jožo razpisana nagrada. O to tekom zgodbe prepriča tudi Zvitorepca, na kar se lakotnik odzove, menda ne misliš tudi ti ujeti Jožo Golikožo? Joj me, v kakšno druščino sem padel. Trdonjeva podjetniška žilica za lov na pridaniče se tako ne le vcepi sprva Zvitorepcu, nato pa počasi še lakotniku, to tudi vpliva na njihove karakterje. Ko se znebijo Jože in njegovih gusarjev, ter se polastijo njihove barke, se preoblečejo v njihova oblačila, se napijajo,
dvignejo gusarsko zastavo in potem rajajo pozno v noč. To ni videti kot obnašanje, ki pristoji brumnim varuhom reda in morale. Zato jih neki ribiči upravičeno zamenjajo za Jožo in njegovo posadko. Ironično se tudi ti ribiči, ki so jih ujeli, napijejo in preoblečejo, tako da tudi njih neki drugi morjeplavci zamenjajo za Jožo in posadko. 3 prijatelje izpustijo. In ko gredo mimo zaprtih ribičev, ki so še osumljeni, da so Joža in posadka, eden izmed njih skozi rešetke milo postoka: "Hej, kaj pa mi?" Trdonja pa mu privoščljivo odvrne: "Vi, odkrito ti povem, da sem v skrbeh za vas. Po mojem boste vsi 3 veseli." Ta škodoželjnost se morda zdi razumljiva z vidika pokrivem obtoženih ujetnikov, a kaže tudi pomanjkanje tako empatije kot simpatije, ki bi bolj pritikali moralnemu kompasu v povesti, kar ne bi Trdonja v tem primeru bil. Kot sem rekel, naše prijatelje zamenjajo za gusarja. Še posebej je izpostavljen Trdonja kot domnevni kapitan. Eden izmed ribičev pokaže nanj: "Najbrž bo tale, slišal sem, da je nekaka žaba." Jože Golikože namreč, žaba, za tiste, ki ne veste. To namiguje na fenomen, ki sem ga opazoval že pri Črnem kavboju. 3 prijatelji so ena stran kovanca, Joža in njegovi pajdaši pa druga. To delno nakazuje tudi sam lik Jože. Ta je zelo domiselen, sposoben, samozavesten, drzen in gospodovalen, torej podobno kot sam Trdonja. Poleg tega muster kapitana Jožo opremi s Prešerno oholostjo, ki jo izkazuje tudi v temle nagovoru, enemu svojih posadke. Menda nisi resno mislil, da si bom svoje krvave gusarske roke umazal s krampom in lopato. Prav tako mu nameni prikupno grotesken videz, pri katerem izstopajo betičasti prsti, s katerimi nenehno opleta naokoli. Mustrovo veselje nad novim likom vidimo tudi v načinu predstavitve, ki spominja na Trdonjevo predstavitev. Oba dva na svoj način pokukata izza odrske zavese. V Trdonjevem primeru je to njegova prevelika lupina, v Joževem njegov preveliki stol. Ta avtorjeva naklonjenost se je prenesla tudi na bralstvo. Joža se je poleg 3 prijateljev najbolj zapisal v njegov spomin, kljub temu, da se v več kot 40 povestih pojavi zgolj 5-krat. Podobno kot je Zitorebec razvitejša verzija Črnega kavboja, je Trdonja razvitejša verzija gusarskega žabca. Ko je zamenjen za žabo, je užaljen. Morda to vidi kot nižjo evolucijsko stopnjo. In morda si tako zelo želi začopatiti Jožo, ker ga preveč spominja nase. Motiv doppelgangerja Muster razvije do ekstrema v prihodnem stripu Na Luno. 3 prijatelji pristanejo na Luni, kjer naletijo na lunike, ki so tako vizualni kot značajski kloni lakotnika. Slednji se sprva veseli njihove družbe. Ne pozabimo, lakotniki vedno išče tovariša. Vendar se prijatelji na koncu obrnejo zoper njih, skupaj z lakotnikom vred. Se vsak hip obstaja nevarnost, da te bodo obglavili. Luniki se namreč razmnožujejo tako, da iz glave enega zraste drugi, razmnožujejo se torej s partenogenezo, ker ne razumejo koncepta razlikovanja med moškim in ženskim osebkom. Na podlagi tega Trdonja sklepa, da mora dekle, ki jo srečajo v njihovi družbi, biti človeške vrste oziroma zemljanka. Znam biti, da je to tisto, kar ublaži odnose med prijatelji v prihodnje. Ženske. Do leta 1960 se misleči, govoreči ženski liki v družbi 3 prijateljev pojavijo le 8-krat. Od leta 60 do 74 pa kar 17-krat. Zgodbe torej vse bolj kličejo po pletenosti likin. In čeprav se to nikoli ne zgodi, vseeno vedno znova obstaja možnost, da bo eden izmed 3 zdaj pripeljal domov tudi družico za dlje časa, kar pomeni, da mora biti domače življenje malce bolj ustaljeno. In res konec 50-ih dobimo namik na to. Tako strip Na Luno, kot strip za njim Na Olimpijado, se pričneta s pogovorom vseh 3 prijateljev v zavetju domačega okolja, česar doslej nismo zaznali. Poglejmo si njihov predhodni domenek, ko se odpravijo na lov na gusarje. Trdonja in Zitorebec na lastno roko zastavita pot na morje, šele nato se odpravite na dom k lakotniku, a mu, ko se ne oglasi in ga skušata prebuditi, sesujeta bajto. Potem, ko ga prebudita, pa se sred trave in grmovja domenijo za izlet. V stripu Na Luno pa liki vse bolj polnijo slike, lakotnik udobno sedi v fotelju, morda celo prvič v svoji karieri, menijo pa se v zavetju 4 sten hiške Trdonje in Zitorebca. V njuni hiški, v njunem udobnem fotelju, torej sedaj poseda lakotnik. Spuščata ga vse bliže k sebi, v svoj
sproščeni vsak dan. Uvod stripa na olimpijado je še bolj ležeren. Zitorebec in Trdonja posedeta na klopci, ko se jima je za hrbta približa lakotnik. V predhodnem stripu sta onadva za hrbtom sedečega lakotnika. Še vedno torej izvajajo svoj antagonistični ples, le da sedaj bolj ležeren in mehkejši. V gusarjih Trdonja spečega lakotnika prebudi sendvičem, pri čemer ga on ugrizne, temu pa sledi konflikt. Prizor je upodobljen tako, da lahko vidimo ves Trdonjev trup, pa še vsa ta obrobna praznina jo obdaja. Na olimpijadi sta pri sendviču Trdonja in lakotnik veliko bliže. Zdi se torej smiselno, da sta si bolj prijazna, saj si v bolj neposredni bližini prehude zamere ne moreta privoščiti. Nov slog tako uvede več bližine, s tem še več udobnosti, s tem pa tudi bolj zmehča agresijo. Antagonizem sicer ne poide, a možno je, da v prihodnje postane bolj pretanjen. Tokrat, danes, sem skušal slediti značilnostim njihovih konfliktov v prvi polovici kariere, za drugo polovico bo potrebno novo predavanje. Za zaključek poglejmo še, kako svojo vlogo spreminja tudi okolje prijateljev. Najprej obdajajoče rastje. Sprva nemarno šavje ter hrapavo in raskovo ljubje, pa scefrano listje, odstopi prostor žanrsko primernemu, grozljivemu, skrivnostnemu, prežečemu, že skoraj spotikajočemu. Drevesa v olimpijadi pa so kot intimna kulisa, ki uslužno zapolnjuje prostor. Ponekod nastopajo kot zavetje, drugod kot okvirjajoča štukatura, spet drugod pa kot potrpežljiva opora. Tudi drevesa torej pomagajo pri blaženju odnosov. In njihova pomoč najbrž celo deluje. Na koncu epizode, na olimpijado, se trenja pomirijo in zadovoljni so vsi trije, saj so dobili, kar so si želeli, vsak svoj televizor. Zaželeni zaklad sedaj ni več zaklani pujsek, niti gusarsko zlato, pač pa kar televizor. V novo fazo avantur treh prijateljev nas tako pospremi televizor, morda osrednji fenomen druge polovice 20. stoletja. V tej fazi pa mogoče kdaj drugič. No, toliko za danes, zdaj pa mogoče kakšno vprašanje ali mnenje iz publike. Aha, no, mogoče bom jaz kar prinesel. Aha. Vidim, da si ene oblačke mogoče sam prekril ali si jih tako našel, pa še drugo vprašanje, a so to dejansko iz tedenske tribune, glede na to, da imajo rastre? Hvala za vprašanje, ki temelji na pronicljivem opazovanju. Res je, sam sem z digitalno pomočjo brisal dialoge oziroma monologe, ki bi motili pri sledenju predavanja. Odgovor na drugo vprašanje. Ja, tile, ki so beli, sem iz nekega vira z interneta snel, ne vem točno katerega. Ti, ki so pa sivi in ker se tudi vidi neki pač črnilo oziroma z neke za sosedne strani, ne, so pa iz tedenske tribune, ki jo lahko vsi dobite na dlib.si. Vsaj od leta 54 do konca leta 73. Morda še kdo? Čak, da prinesemo. Na začetku, ko si omenil, da se je nekako karakter njihov spremenil, ne? A se mogoče ve, koliko časa je vmes minil, pa zakaj v bistvu je do tega prišlo? To ne vemo. Ne, to je to, kar sem, torej, zadnji strip je bil, zadnje poglavje pred veliko spremembo je bilo prav to, ta epizoda s cigani. In takoj zatem je že strip z grabežem, ki je Evropa Zitorebca. To je, takoj zatem niti ni kakšne prekinitve, kot je bila recimo takrat, ko se odpravita Zitorebec in Trdonja v Afriko, je bila vmes neka prekinitev, menda zato, ker ne bi pač oblasti, njim ne bilo pač všeč sam koncept stripa, da izhaja, pa je vmes Muster začel neko drugo slikanico o živalih v Tivolski prijatelj, ja, ki je zanimiva, saj meni predvsem zato, ker ta tivolski deček v svoji nazorni goloti se okrog sprehaja in komunicira z živalmi.
Potem je prišel nazaj spet v Afriko. Ne, tiste je bilo pa zarezan je bilo, prav zarezan. Muster je kar prekinul, ni mi čisto točno jasno res, kako je, a je on ugotovil, ne, to je to, jaz bom to kmečko povest pustil nazaj v 19. spada v 19. stoletje, jaz se bom posvetil zdaj novim žanrom, ki jih je sam ljubil in spoznaval predvsem iz drugih Disneyjevih stripov. Tako da ja, kakor jaz vem, ni bilo neke poti. Ni bilo pisem bralcev ali pa kaj so preveč krvavi. Ne, ni bilo pisem bralcev, je pa res, da so postali zelo priljubljeni, recimo v tej tedenski tribuni, lahko opazite tudi fotografije raznih šem oziroma maškar, kako so ljudje sami delali, ustvarjali svoje zotorepce in trdonje in se oblačili v njih sredi 50-ih. Mislim, da bi to skoraj edini stik, se tudi Moster doskrat sam, mislim, da omenja v intervjujih ali vsaj v enem, da je on šele potem, ko so ga nagovarjali ljudje na cesti, da je gotovo, da ljudje berejo. Sej večina striparjev pravzaprav tako izve, da so med ljudmi priljubljeni njihovi liki. Hvala lepa. Zakaj? No, če to, potem pa hvala za obisk, pa mislim, da ima še kolegica Pija nekaj za povedati. Najprej en spontan aplavz za Janeza.